Hvala, lep pozdrav vsem skupaj, se lahko tole malo premaknem. Vlada je danes na današnji seji določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah stvarnopravnega zakonika. Stvarno pravo je v sodobni pravni teoriji opredeljeno kot tisti ožji del sistema civilnega prava, ki poleg obligacijskega in dednega prava ureja premoženjska razmerja med posamezniki. Stvarnopravni zakonik je začel veljati 1. januarja 2003, bil je spremenjen samo enkrat, sicer leta 2013, in v tem času so se pokazale, kljub temu, da ocenjujemo, da je to zelo dober in moderen zakon, določene pomanjkljivosti oziroma možnosti za izboljšave, in zato je Ministrstvo za pravosodje tudi pristopilo k pripravi sprememb in vlada jih je danes tudi potrdila. Spremembe se nanašajo predvsem glede na odziv prakse, ki, kot sem že rekla, omenjeni zakonik ocenjuje kot dober. Pristop je bil tudi zato z naše strani precej zadržan in smo v ustaljene inštitute posegli le tam, kjer nadgrajujemo tiste institute, za katere se je z sodno prakso pokazalo, da brez ustrezne normativne spremembe družbenih razmerij ni možna, oziroma tiste, kjer je že z določeno drugo zakonodajo pokazalo, da moramo slediti sedanjemu poslovnemu prometu, ki ga drugače nekako zavirajo oziroma njegov razvoj. Če bi potem šla po ciljih zakona, predloga zakona so predvsem prenova ureditve etažne lastnine, solastnine, neposestne zastavne pravice na nepremičninah, neprave stvarne služnosti, stvarne pravice, tako da bo ureditev ustrezala sodobnim potrebam poslovnega prometa. Potem drugi sklop je prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin v sodoben register, v katerega bodo lahko uporabniki prek aplikacije hitreje in učinkoviteje upravljali vse vpise, javnost pa bo omogočen boljši vpogled v podatke registra, govorimo o prenovi registra pri AJPES-u. Odpravljamo tudi nekatere druge manjše nedoslednosti in pomanjkljivosti, kot en pomemben segment bi pa izpostavila tudi novo pravno opredelitev živali kot živih bitij in ne več kot stvari. Pa bom na koncu povedala še več. Če bi pogledali najprej prenovo etažne lastnine in etažni lastnini podobnih položajev, kot sem rekla, veljavni sistem stvarnopravnih razmerij, ki jih že določa SPZ, ne omogoča ureditve vseh razmerij, ki se v poslovni in življenjski praksi oblikujejo. Na primer, če pogledamo, imamo položaje, ki se nanašajo na uporabo posameznega prostora v zgradbi ali posamezne zemljiške parcele, ki po svoji funkcionalnosti hkrati služijo več zgradbam v etažni lastnini, zgradbi v etažni lastnini na eni nepremičnini, več zgradbam v etažni lastnini in večjih nepremičninam. Kot primer bi izpostavila torej stvarnopravna razmerja v večjih soseskah, na primer skupno hišniško stanovanje v večstanovanjskih zgradbah, skupna kurilnica v večstanovanjskih zgradbah, ki je v eni izmed teh zgradb. Prav tako lahko ima več zgradb v etažni lastnini tudi skupno zemljišče, kjer so parkirišča, otroška igrišča. Po drugi strani urejamo tudi podobna pravna razmerja za soseske enostanovanjskih hiš, kjer imajo tudi enostanovanjske hiše recimo skupno otroško igrišče. Nadalje bi izpostavila spremembe v zvezi z upravljanjem s stvarjo v solastnini. Tudi na področju solastnine se pojavljajo številne težave pri izvajanju v praksi, predvsem tam, kjer imamo pri solastnikih večje število zelo neaktivnih ali pa tudi neznanih solastnikov, in na tak način ugotavljamo, da je marsikdaj upravljanje pravzaprav zelo težko oziroma onemogočeno, predvsem ko govorimo v smislu razpolaganja. Tako sedaj predstavljamo rešitev, ki bo bolj upravičeno aktivnim solastnikom, katerim solastniški delež predstavlja več kot polovico, po odobritvi posla s strani sodišča omogočeno lažje razpolaganje. Izpostavila bi tudi prenovo registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. Kot sem že rekla, register pri AJPES-u, po tej prenovi bo izvedena z razvojem sodobne in za uporabnike prijazne spletne aplikacije, bo register omogočal, da bodo kvalificirani upravičenci, govorimo o notarjih, izvršiteljih, upraviteljih, osebi sodišča, davčnega organa,
lahko tudi v uporabi varnega elektronskega podpisa opravili vpis podatkov v register tudi z oddaljenim dostopom. Pri prenovi neprave stalne služnosti smo se lotili glede na ugotovitve Računskega sodišča. S predlogom zakona se predvidi možnost ustanovitve neprave stvarne služnosti v korist osebe, ki upravlja gospodarski podjem v javno korist in je služnost ustanovljena za namen upravljanega tega podjema. V takem primeru bo se lahko služnost ustanovila za čas, ki je daljši za 30 let. Govorimo pa predvsem v primerih, ko imamo neko gospodarsko podjetje, ki upravlja z javno infrastrukturo, da je lahko pogodba za daljši čas, pa da tudi ni potrebno potem z nadaljnjimi opredelitvami vsakič znova spreminjati in da se lahko vpiše služnost v korist države. Pri prenovi stavbne pravice bi izpostavila tudi to, da zakon odpravlja prisilno ureditev oziroma omejitev trajanja stavbne pravice na 99 let in uzakonja možnost, da se pogodbeni stranki sami dogovorita glede pravnih posledic, ki nastopajo po prenehanju te stavbne pravice v delu, ki se nanaša na najnižji znesek nadomestila, ki ga mora lastnik zemljišča plačati imetniku stavbne pravice po njenem prenehanju. Se pravi, na eni strani večja možnost, da se pogodbeni stranki sami dogovorite in da tudi ni več te časovne omejitve, kar je tudi v praksi predstavljalo kar velik izziv. Najpomembnejše meni osebno pa je pravna opredelitev živali. Moram povedati, da sem želela, da v novem 15.a členu piše, da so živali čuteča, živa bitja, da njihovo zaščito urejajo posebni zakoni, da se pa zanje uporabljajo določila tega zakona, ki urejajo premičnine, če zakon ne določa drugače. To smo določilo oblikovali tako na eni strani za pravno stroko, predvsem pa tudi s predstavniki nevladnih organizacij, tudi številnimi drugimi pobudniki. Žal mi v tem času, sami ste že pisali o tem, ni uspelo tega uskladiti. Zakon je kar 4 tedne, mislim, da čakal na to, da se uvrsti na sejo vlade. Tudi danes sem poskušala še enkrat, da bi prepričala kolege, tako da žal ostaja dikcija, živali so živa bitja, njihovo zaščito urejajo posebni zakoni, kar pomeni vseeno določen napredek. Predvsem pa je tukaj člen, za katerega upam in se že pogovarjam tudi s poslanci v državnem zboru in menim, da ob podpori nevladnih organizacij bo tudi vršen dovolj velik pritisk, da Slovenija stopi na tem področju med bolj napredne države in da imamo napisano, tako kot piše tudi že v pogodbi o ustanovitvi Evropske unije, da so živali čuteča živa bitja. To imajo tudi nekatere druge države, res, da to ima posledice. Je napotilo drugim ministrstvom, ko bodo urejali področno zakonodajo, tudi ob tem, kar je v preteklosti že povedalo Ustavno sodišče, da živali ne smemo po nepotrebnem izpostavljati trpinčenju, da Slovenija tukaj zavzame odločnejša in modernejša stališča. Hvala ministrici, zdaj pa vaše vprašanje za ministrico. Izvolite, TV Slovenija. Hvala, Sabina Zonta, TV Slovenija. Najprej glede živali, a se tukaj na podlagi tega bo kaj spreminjal na primer kazenski zakonik, pa če se navežem potem na kazenski zakonik, veliko se znova govori o spolni nedotakljivosti, kakor vemo, tako ali tako pripravljate spremembe kazenskega zakonika, v kateri fazi ste tudi glede posilstva oziroma spolnih napadov, spolne nedotakljivosti? Ja, hvala za to vprašanje. Z veseljem vedno, kadar je le mogoče, to izpostavljam, zaradi tega, ker opažam, da bo potreben širši družbeni konsenz za to, da bomo spremenili definicijo oziroma se lotili prenove poglavja kazenskega zakonika glede spolne nedotakljivosti. V tem času, kaj smo naredili, seveda sestala se je že delovna skupina, ki pripravlja prenovo kazenskega zakonika, ne samo glede tega poglavja, ne samo glede zastaranja, ne samo glede višine kazni, tudi določene druge zadeve, predvsem tudi odprava zadržkov pri ratifikaciji Istanbulske konvencije, pa še nekaj drugih stvari se je nabralo. V tem času smo dobili osnutek tega poročila, ki smo ga dali izdelati, zato da se v zadnjih obdobju nekaj let preveri sodna praksa in da ugotovimo, kaj se dogaja v praksi.
in potem bomo šli skladu s tem naprej. Moja želja je, da govorimo o modelu soglasja oziroma modelu da je da. Vem pa, da to ne bo lahko in zato vedno prosim za podporo širšo skupnost. Ne smemo pa pri tem poslabšali položaja žrtve. V mislih moramo tudi, kako potem poteka rekonstrukcija dogodka v samem sodnem postopku. Mislim pa, da smo na tem področju naredili velik napredek že z zakonom o kazenskem postopku, zadnjo novelo N, da pa ta končna prenova teh členov kazenskega zakonika bi pa lahko prinesla zavedanje na eni strani, da osebe, ki so žal žrtve ali ženske ali moške, imajo večjo pravico zaščite v Sloveniji in da tudi vsi organi, ki sodelujejo v postopku, morajo temu primerno drugače ravnati. Se pravi, da ni potrebno več neke obrambe fizičnega nasilja, ampak da zadostuje odsotnost soglasja in če nekdo molči, če zmrzne, če se noče izpostavljati večjim fizičnim poškodbam, to ne pomeni, da v takem primeru tudi soglaša. To je moj cilj, moja želja glede časovnice. Mislim, da bomo v spomladanskih mesecih, tako kot je bilo napovedano, imeli že člene tako daleč oblikovane, da jih bomo lahko predstavili tudi širši javnosti. V tem času pa poteka aktivno sodelovanje tudi z predstavniki nevladnih organizacij, tako na implementaciji ZKP-N, se pravi glede položaja žrtev, kot seveda tudi pri samem izobraževanju, usposabljanju, kajti potrebno je začeti res že od vsega začetka, se pravi pri policistih, pri tožilcih, pri sodiščih, da imajo potem tudi primeren odnos do tovrstnih kaznivih dejanj. Ste torej v smeri spremembe definicije in pa tudi višanja zagroženih zapornih kazni, če sem prav razumela? Zdaj, zaporne kazni so bile sprejete, povišane kar precej ob zadnjih spremembah. Glede na to, da so prišle tudi posamezne pobude, v skladu s tem bomo preučili tako, da ostanejo tudi glede na težo kaznivih dejanj v ravnovesju. Bo pa posebna delovna skupina, ki je oblikovana, tudi to pogledala ob upoštevanju tudi tega, kar se tiče zastaralnih rokov oziroma nezastaranja. Imamo pa v decembru javno predstavitev mnenj tudi v Državnem zboru, tudi z nevladnimi organizacijami se pogovarjamo, da tudi to izkoristimo za predstavitev te problematike in da nekako pogledamo tudi z širšega zornega kota in tam bomo tudi podrobneje predstavili to študijo. Naslednje vprašanje Pop TV potem, oziroma radio, izvolite, gentleman, ja. Jaz se Jolanda Leba, Radio Slovenija. Se vračam na stvarno-pravni zakonik. Sem jaz mogoče prav razumela, pri tej skupni lastnini znižujete to soglasje na 50%, če bo šlo za neko predrugačenje nekega prostora, uporabe tega prostora? Mi predvidevamo soglasje 50%, ob tem, da mora sodelovati tudi sodišče. Aha. Pa še pri tej etažni lastnini, pri teh skupnih zemljiščih, recimo parkiriščih in tako naprej. Skratka, to bo potem sorazmerno lastništvo teh etažnih lastnikov iz več blokov. Podobno kot je zdaj urejeno pri solastnini na drugih prostorih. Ja. Okay, hvala. To se v praksi že velikokrat marsikaj uporablja, samo v stvarno-pravnem zakoniku tega nismo imeli urejeno in posledično tudi pri vpisih v registre. Ja, to sem hvala, se pravi, se bo to potem zabeležilo v zemljiški knjigi, recimo vsa ta solastnina, več etažnih lastnikov iz različnih stavb in bo to na podlagi te novele potem zabeleženo v zemljiški knjigi. Ja, sem prav povedala, Miha. Na podlagi te novele se bodo lahko se bodo izvedli pravni postopki, da bodo potem upisali to v zemljiško knjigo. Ker zdaj tega ne morajo, če prav razumem. Zdaj se lahko preko drugih institutov, preko solastnine, potem se prodaja posebej parkirišče, posebej stanovanje, sedaj bo pa združeno. Enostavnejši postopek. Ja. Hvala. Gospa ministrica, mene pa na koncu zanima še Varda. Prejšnji teden Svet za nacionalno varnost napovedali ste določene spremembe, tudi manjših prekrškov. Zanima me, ali je to danes vlada obravnavala in kako to, da še ni sprejeto, rečeno je bilo, da bo zelo hitro. Zdaj, Svet za nacionalno varnost je bil prejšnji teden, čas hitro teče. Danes smo to obravnavali na vladi, govorim o spremembi dveh zakonov. Eno je spremembe dopolnitve zakona o nadzoru državne meje, eno je spremembe dopolnitve zakona o javnem redu in miru. Seveda pobude so podane tudi za spremembo kazenskega zakonika.
Vzeli si bomo nekoliko več časa, da se tudi nomotehnično dobro pregleda. Ministrstvo za pravosodje je aktivno sodelovalo pri pripravi tega zakona skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve. Povabili smo tudi tožilce obeh zakonov, tudi zakonodajno pravno službo vlade, tako da mislim, da bo na eni izmed naslednjih dopisnih svetov tudi obravnaval. Lahko samo mogoče malce bolj podrobno, ne vem, kje se zatika, kje so še dileme, rečeno je bilo, da so to relativno enostavne spremembe zakonodaje. Tudi relativno enostavno spremembe zakonodaje je potrebno primerno zapisati, da ne bomo v parih urah pisali zakon, ki le pomeni represijo na nek način, ki bo veljal naslednjih, vsaj verjamem, nekaj 10 let, tako da ne gre zdaj za to, da bi se ne strinjali pri sami določitvi, ampak da res v redu zapišemo tako posamezne člene, predvsem pa tudi obrazložitev, kajti verjamemo, da bodo te spremembe tudi potem padle pod presojo Ustavnega sodišča in da ne bi prišlo kjerkoli tudi do ponavljanja oziroma podvajanja enakega prekrška in tudi kaznivega dejanja po Kazenskem zakoniku. Ravno to me je pa še zanimalo, mogoče čisto za konec. Kako boste zagotovili to, da, kot sami imenujete, da ne bo prišlo do preveč represije, recimo kolateralne škode pri javnem redu in miru, ki je precej široka kategorija, kako boste tu tangirali recimo samo organizacije, kot so, ne vem, te štajerske varde, recimo, kako konkretno? Zdaj, samega besedila členov nimam pred sabo, bo znan v prihodnjih dneh, verjamem, da lahko dan, dva, kakorkoli že, da se redakcijsko uredi, tako da zdaj čisto točno ne znam povedati, ampak zagotovo imamo v mislih to, da bi te za nas nesprejemljive pojave, kot so pojave vard, v enak koš ne dajali tudi recimo zbiranja tabornikov ali lovcev ali ne vem, kakršnikoli drugih šolarjev, ki se nekje družijo, pa so oblečeni v neke uniforme. Gre za to, da varda povzroča nelagodje in da si lasti oblastne funkcije, ki so pri nas pridržane samo policiji in vojski.